dajem besedo dr. Aljažu Plevniku, ki bo spomnil na dostopnost v dosedanjih izobraževanjih. Torej, še enkrat vabilo, da mu postavljate vprašanja v klepetu, ta bom prebral, kasneje pa sledi še razprava, kjer boste vprašanja postavljali sami. Aljaža že vidim in prepričan sem, da ga bom kmalu tudi slišal. Aljaž, izvoli. Živo, se slišva. Se. In vidiva predstavitev, najbrž. Tudi to funkcionira kot mora, tako da izvoli. Super. Deloma sem spremenil naslov te predstavitve, ampak osnova je enaka. Malo sem razširil fokus iz same dostopnosti na bolj vprašanje, kako pospešiti prehod v trajnostno mobilnost. Večinoma bom govoril o mestih, ampak seveda mest ne moramo izolirati od države, od regij, pa tudi od podeželskih območij. Skratka, ideja tega predavanja je, da nekako povzamem delo, ki smo v zadnjih 2 letih opravili, tako na inštitutu kot z partnerji različnih projektov, predvsem v tem projektu izobraževanja za trajnostno mobilnost. Zanimalo nas je, kako lahko nekatera mesta v zelo kratkem času dosegajo precej hitre in uspešne transformacije mobilnosti, ki jih najbolj izraža tako imenovan model split ali izbor prevoznega načina. Tukaj vidimo predstavitev razvoja v mestu Gent, ki nam ga je na enem od prvih webinarjev predstavil kolega Vincent iz Genta. In tule vidimo mesto, ki je podobne velikosti kot Ljubljana in ki je bilo tudi partner Ljubljane v enem od večjih Civitas projektov. Kaj je uspelo narediti v zadnjih 20 letih, kako je uspelo znižati delež potovanj z avtomobili iz dobrih 60% na manj kot 40%, kako jim je uspelo kolesarjenje dvigniti 14 na več kot 30%, skratka na tretjino, in kakšne cilje imajo do 2030. Če te številke primerjamo z realnim stanjem pri nas, zdaj malo imamo težave z spremljanjem razvoja tega kazalnika po naših mestih, ampak za tista mesta, za katera imamo zanesljive podatke, vemo, da vse, kar smo uspeli, je na nek način zaustavitev trendov rasti osebnega motornega prometa, pa še to ne povsod. Redko kje imamo velike rasti hoje in kolesarjenja, javni prevoz pa upada praktično povsod. Skratka, ozadje tega je, kako jim uspevalo, kaj so njihova sporočila in kaj od teh praks, sporočil, ki smo jih slišali na dosedanjih 9 izobraževanjih, pa tudi iz drugih virov, lahko ali pa si želimo prenesti k nam. To so ti viri informacij, na katerih temelji današnje predavanje. Delali smo intervjuje s strokovnjaki, ki bodo kmalu objavljeni na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost. Izvedli smo 9 izobraževanj z 8 temami, ki jih ne bom ponavljal v detajle. Pa tudi v drugem projektu Care for Climate, smo se ukvarjali s tem, kateri so učinkoviti ukrepi celostnih prometnih strategij in zakaj uspevajo. In prvo tako sporočilo mest, ki so uspele, pa ki se intenzivno s tem ukvarjajo, da je zmanjševanje motornega prometa neizogibno. Zdaj sliši se kot že malo oguljena fraza, ampak dejansko, kot sem rekel prej, naša mesta se še zmeraj zelo redko, mesta kot celota, pa naselja kot celota, ukvarjajo s tem, da bi načrtno zmanjševali motorni promet. Bolj se ukvarjamo s tem, da izboljšamo status ali pa standard alternativ motornemu prometu, da bi pa res radikalno zagrizli v to jabolko, da bi začeli zmanjševati motorni promet, pa imamo zelo omejene primere ali pa poskuse. Zdaj, če smo se nekoč ukvarjali z razlogi, zakaj je treba motorni promet zmanjševati, nekoč so bili ta razlog zastoj, potem marsikatero mesto je naredilo premik na osnovi težav z onesnaženjem zraka in povezanimi težavami z zdravjem. In v zadnjem obdobju tudi v veliki meri pozivom k izboljšanju zdravja preko aktivne mobilnosti, je zdaj najbrž osnovni in temeljni fokus večine mest, žal ne pri nas, ampak
mest v razvitem svetu ali bolj razvitem svetu so podnebne spremembe oziroma napori prispevanja k ogljični nevtralnosti. In to se dogaja od evropske ravni prek državnih prometnih politik. Glen je prej pokazal primer Škotske, tule imamo še primer Walesa. Skratka, zmanjševanje voznih kilometrov, ne glede na energent, skratka, vseh prevozov z osebnimi avtomobili želijo zmanjšati za 20% do 2030 v primerjavi na stanje pred pandemijo. Skratka, ni ključen energent, ključen je zmanjšati osebni motorni promet. Eden od načinov, ga vidimo v Walesu, je, oni predlagajo, da bi kar 30% delovne sile redno delalo od doma. To je pač neposreden rezultat izkušnje, ki imamo s pandemijo, ampak seveda obstaja vrsta drugih ukrepov, verjetno ključni pa je tisti, ki jih bomo videli v nadaljevanju moje predstavitve, zmanjševanje kapacitet motornega prometa, zaračunavanje, omejevanje in druge stvari, ki znižujejo raven uslug osebnega motornega prometa. Če smo zdaj videli državne primere, vidimo po svetu aktivne mestne politike na tem področju, recimo Kopenhagen, ki ga poznamo bolj po zelo intenzivni kolesarski politiki, ima v ozadju zelo ambiciozne načrte na področju zmanjševanja podnebnih pritiskov. Zdaj, kar se razmer pri nas tiče, tu smo lahko veliki pesimisti, ravno te dni prihajajo na plano različna poročila, članki, smo sredi volilne kampanje na državni ravni, kmalu bo volilna kampanja na lokalni ravni, ampak če naredimo povzetek, in ta povzetek je dobro predstavljen v tem intervjuju v sobotnem Objektivu z Andrejem Gnezdo iz Umonotere, okoljske teme so zelo nizko na prioriteti ali pa na seznamu tem, ki jih izpostavljajo naši politiki. Posredno je to rezultat, da so nizko na prioritetni listi nas državljanov in to nas lahko zelo skrbi. Jaz mislim, da se bo podobna tema ponovila na lokalnih volitvah, kajti jaz ne poznam mesta ali pa naselja v Sloveniji, ki bi se intenzivno ali pa bi izpostavljal kot svojo prvo prioriteto prilagajanje podnebnim težavam in to vzel kot osnovni kriterij odločanja in izvajanja svojih politik. Zdaj, mogoče prvo ali pa drugo sporočilo, ki izhaja iz tega zmanjševanja in našega neuspeha pri tem zmanjševanju osebnega ali pa nasploh motornega prometa, je, da imamo težave z razumevanjem razlike med načrtovanjem za dostopnost in ne za mobilnost, oziroma med tema dvema pristopoma k načrtovanju. Mi smo do sedaj, ko smo izvajali izobraževanje na temo celostnih prometnih strategij, to razliko nekako zapakirali v te pozive k prehodu iz tradicionalnega v celostno načrtovanje prometa, od tega, da se nehamo osredotočati na avtomobile in na infrastrukturo, ampak bolj na človeka in podobno. Ampak dejansko v zadnjem času je vedno več primerov in zapisov in pozivov, ki kažejo, da dejansko imamo na tem področju različne poglede, različnih strok, ki vsaka pelje v različno smer. Predvsej poveden je tale prispevek enega od vidnejših predstavnikov naše prometne ali pa prometno-inženirske, pa cestno-inženirske stroke, Metoda De Battiste, ki je bil do upokojitve oziroma malo prej direktor DDC-ja, našega torej DRI-ja, torej glavnega državnega inženirja. On je v pismi bralcev v Sobotni predlogi konec leta 2021 opozoril na to, da se nam bliža zasičenje našega avtocestnega križa in opozoril na to, da se, tako on trdi, prometni nestrokovnjaki oziroma neprometni strokovnjaki trdijo, da bo širitev avtocest z dodatnimi pasovi povzročila še več prometa na njih.
to ni samo njegovo stališče, to stališče smo slišali na nekaterih delavnicah tudi od predstavnikov akademije, torej univerz, ki se ukvarjajo s to tematiko in podobno. In nadaljevanje svojega zapisa zelo dobro razloži logiko načrtovanja predvsem cestnega prometa pri nas. Govorijo o tako imenovanih ravneh ali nivojih uslug, ki so glavno merilo načrtovanja. Ko neka cesta doseže svoje kapacitete, je treba te kapacitete torej odpraviti, povečati in odpraviti zastoje na njih. Imajo jasne kriterije, pravilnik na to temo in to je nekako motor odločanja o razvoju naše prometne infrastrukture v veliki meri. Če zdaj to križamo z nekimi osnovnimi vodili, ki bi nas morala voditi pri odločanju glede prometa pri nas, videli smo, nedvomno se moramo soočiti s tem, da je treba bistveno zmanjšati obseg motornega prometa in tako dalje in tako dalje. Je to sigurno precej nazorno pismo, ki kaže, kako ena veja odločanja pri nas poteka in zakaj imamo vrsto težav, za katere včasih ne vemo, odkot prihajajo. Zato bi mogoče vseeno se vrnil k tem osnovam, ki jih je danes Glenn samo omenil, torej razlika, mobilnost, dostopnost in tipi načrtovanja, kot so decide and provide, vis-a-vis predict and provide. In bi si izposodil na kratko predstavitev, ki je profesorica Susan Handy iz Kalifornije pripravila na to temo, se mi zdi enostavna in dosti poučna. Ona loči med mobilnostjo in dostopnostjo na ta način, da definira dobro mobilnost kot zmožnost premikanja in potovanja. Po drugi strani pa slabo mobilnost definira nezmožnost premikanja in potovanja. Skratka, kadar pride do zastojev, se nam nivo mobilnosti zmanjša, ali pa kadar imamo slabo infrastrukturo, nedostop do avtomobila in podobno. Nasprotno je za dobro dostopnost značilna možnost prihoda do cilja in to možnost prihoda do cilja definirajo bodisi bližina ciljev poti, kot jih recimo, da smo jih videli v prejšnjem konceptu 15-minutnih mest. Enako gre za izbor teh ciljev poti, skratka bližina in nabor. Po drugi strani pa to dobro dostopnost definira tudi izbor potovalnih načinov. Skratka, dobra dostopnost temelji na celi paleti potovalnih načinov, kar omogoča vsem ljudem in v različnih situacijah, da imajo izbor in možnost premikanja. Po drugi strani pa imamo slabo dostopnost v primerih, ko nimamo možnosti prihoda do cilja, to smo veliko danes prebrali v chatu ali pa v anketi, ki jo imate pripravil, bodisi gre za oddaljenost od ciljev ali nimamo palete teh dejavnosti ali pa uslug, ali pa nam to onemogoča slab izbor potovalnih načinov. Večkrat smo že omenili situacijo upokojencev v Ljutomeru, ki ne morejo zaradi ukinitve javnega prevoza več do zdravnika in do šopinga. To je tipičen primer slabe dostopnosti zaradi omejene izbire potovalnih načinov. Seveda sta mobilnost in dostopnost tesno povezani. Dobra mobilnost prispeva k dobri dostopnosti, ampak dostopnost je lahko tudi dobra za slabo mobilnostjo. Recimo, predstavljamo si neko središče velemesta, kjer imamo velik izbor ciljev, ampak imamo omejeno mobilnost zaradi omejene infrastrukture in njene zasičenosti. In obratno, dostopnost je lahko tudi slaba z dobro mobilnostjo, recimo v ruralnih območjih, kjer ni zastojev, kjer so parkirišča na vsakem cilju potovanj, ampak ti cilji so oddaljeni, njihova izbira je slaba in do njih imamo omejen izbor prevoznih načinov. In zdaj, če to povežemo v dva koncepta, eden je načrtovanje za mobilnost, kot Susan Handy opredeljuje ta pristop, njegov osnovni fokus je raven uslug in to predvsem raven uslug za osebne avtomobile. To je tipičen besednjak prometnih študij pri nas in tujini in prometnih modelov. Skratka, zasleduje se, ali infrastruktura omogoča
dovolj veliko pretočnost, bodi si križišča, bodi si sama infrastruktura, in če je ne, ali pa če napovedi kažejo, da bo težava s to ravnjo uslug, je treba pač narediti korak v smeri izboljšanja te ravni. To je tipični pristop, ki ga zasleduje pristop predict and provide, skratka, napovejmo, kakšna bo rast prometa in zagotovimo infrastrukturo za njega. Težava je, da se osredotoča predvsem na avtomobile in da je v njegovem ozadju olajšanje pa enostavnost vožnje. In če to grafično pogledamo, kako ta proces poteka, torej načrtovanje mobilnosti ima v svojem fokusu predvsem gradnjo cest, s tem poenostavlja rabo avtomobilov in to enostavnost povečuje, vendar ta enostavnost povečuje obseg rabe avtomobila in ko obseg rabe avtomobila preseže kapacitete, se pojavljajo zastoji in s tem zmanjšanje mobilnosti. To pa nazaj povratno vpliva na dodatne pritiske načrtovanja za mobilnosti, na pozive k dodatni gradnji cest in dobimo ta začaran krog nenehne rasti prometa, pritiska na širjenje infrastrukture in ta krog, ki ga je že Graham prikazal z sliko iz Los Angelesa in na situacijo, ki je v prometnem načrtovanju osnovna, ampak ko smo videli, še v nekaterih delih prometne stroke nezasidrana. Tipičen primer tega je recimo razprave, študije in pa odločitev glede prometnega omrežja v srednje slovenski regiji. Smo pred širitvijo tako vpadnic kot cestnega obroča in vse skupaj je posledica te logike, tega načina načrtovanja za mobilnost. Imamo nizek raven uslug, rezultat tega je, da moramo infrastrukturo širiti. Brez vseh širših posledic razmišljanja, kaj to prinese, ali rešujemo s tem problem in tako dalje. Ali pa mogoče malo bolj lokalen primer, ki ga dobro poznamo iz našega dela, ker smo bili vključeni v obe celostni prometni strategiji. Medtem ko smo se v Ljutomeru ukvarjali, kako mesto še bolj razširiti v območje prijaznega prometa, smo pred mesecem izvedeli, da Direkcija za ceste načrtuje v tem centralnem delu Ljutomera preureditev križišča na glavni cesti v veliko krožišče, ki bo se zajedlo v bližnji park in parkirišča, ki bo po velikosti enako veliko kot tisto na sliki zgoraj, v smeri proti Križevcem, in katere osnovna ideja v ozadju je spet ta razmišljanje o mobilnosti, o pretočnosti, fokus na avtomobile, kaj se bo zgodilo z situacijo za pešce, kolesarje, kaj z javnim prostorom. Tukaj vidimo, da je to popolnoma drugotnega pomena in praksa, ki jo sledimo še zmeraj, kljub vsem CPS-jem in objavam in razpravam, kako je treba spremeniti paradigmo, to je še zmeraj ozadje odločitev marsikaterega organa in strokovnjaka v Sloveniji. Če ponovim to logiko in kot odgovor tistemu pismu bralcev, še enkrat z drugim grafičnim prikazom tega začaranega kroga, ki se nam dogaja, imamo zastoje na avtocesti, pritisk javnosti, čeprav pri nas je dostikrat pritisk kar upravljalca avtocest, Darsa in dela stroke, dodajmo kapacitete, ko so kapacitete dodane, postane potovanje z avtomobili enostavneje, s tem, ko postane potovanje enostavneje, postaja tudi bolj atraktivno živeti stran od ciljev potovanj, ceneje je, razmislek je kratkoročen in ekonomski, s tem se poveča dolžina potovanj, več je avtomobilskih poti, več je zastojev in spet smo na začetku tega začaranega kroga, ki gre v tej smeri. In če še na drugi strani predstavim ta princip načrtovanja za dostopnost, v njem se namesto na avtomobile in na nivo uslug osredotočamo na kakovost bivanja, prednostno obravnavamo ljudi v njem in njihov dostop do dejavnosti,
in načine dostopa do dejavnosti, manj pa premikanje avtomobilov. To je tipičen ozadje principa decide and provide, ko vemo, kaj si želimo, v katero smer želimo naša mesta peljati, potem brez teh številčnih napovedi začnemo uvajati ukrepe in zagotavljamo enostavnejše življenje brez avtomobila. Pri tem se je treba zavedati, da je dostopnost funkcija bližine ciljev in povezav do ciljev, kar predvsem v tem drugem delu govori ali pa podpira to idejo spodbujanja alternativ osebnemu avtomobilu, kar moramo se verjetno strinjati v naši državi in naših mestih še zmeraj v veliki meri primanjkuje. In ta grafični prikaz načrtovanja za dostopnost, ki zmanjšuje potrebe po avtomobilih, ne gre v smeri širjenja in gradnje novih cestne infrastrukture. S tem se zmanjšuje potreba po cestah in po avtomobilih, zmanjšuje se obseg rabe avtomobila in obseg zastoja, in s tem se ta začaran krog nenehne rasti zmanjšuje. Mogoče še par primerov razlike med obema pristopoma decide and provide in predict and provide, ki jih je danes zagovarjal Glenn. Mogoče na primeru, ki smo ga poznali na enem od naših webinarjev na temo tako imenovanega circulation plana v mestu Leuven. Leuven je primerljiv z mestom Maribor. Vidimo, kaj so dosegli v precej kratkem času, samo z bolj ali manj upravljalskimi ukrepi za preusmeritvijo prometa z dosti nizkocenovnimi ovirami na način, da promet ne more več potekati skozi center mesta. Spomnimo se, kakšno razpravo smo imeli na to temo, ko se je zapirala Slovenska, in to se je dogajalo več let. Žal tega članka nisem našel, ampak v medijih je bilo redno zapisano, da prometni modeli kažejo, da če se bo Slovenska cesta v Ljubljani zaprla, bo obstala cela regija in širše. Rezultat pristopa predict and provide. Izračuni prometnega modela, ki so temeljili na sledenju ravni uslug za osebni avtomobil, so jasno pokazali, da če mrežo nekaj pokažeš in želiš drugje zasledovati enak nivo uslug, da boš imel težave na mreži. Enaka zgodba, ki smo jo sledili pred krajšim časom v Mariboru, spet glavni trg Mariboru, njegova zapora, in prometni model kaže, sicer ne v tem članku, ampak v enem prej, da se bo zastoj razpotegnil proti Koroški, da bo promet preplavil druge dele mesta in podobno. Predict and provide pristop je pokazal, da nikakor ne zapiramo osrednjega dela Maribora. Decide and provide pristop je pripeljal do te rešitve, ko smo iz tega zelo avtomobilsko fokusiranega glavnega trga dobili kakovostno javno površino v centru mesta. Naslednje močno sporočilo, ki prihaja iz mest, ki uspevajo preobrniti trend, je vzpostavljanje območij prijaznega prometa. Ta vsebina je na nek način nadgradnja tega, kar je Luka prej razlagal. Mislim, da smo se odločili pri nas, da bi mogoče ta izraz bolj uveljavljali za idejo mesta kratkih poti, superblokov in podobno pri nas. Skratka, gre za enako idejo kot pri superblokih, območja na nek način najprej definiramo, potem pa onemogočimo motorni promet, ki nima izvora ali cilja v njih. Ta promet odrinemo na obrobje, na neke drenažne pa glavne ceste, znotraj pa naredimo to preureditev, umirjanje prometa, izpostavimo oziroma izboljšamo površine za aktivno mobilnost in tako dalje. Kar je zelo pomembno je, da to postane praksa urejanja celotnih naselij, ne samo centralnih delov, kot jih zaenkrat poznamo, mogoče pri nas, ampak v nekaterih drugih primerih. Skratka, da območja prijaznega prometa postane nek osnovni gradnik tako celostnih prometnih strategij kot občinskih prostorskih načrtov, kajti
združujejo tako idejo umirjanja, zmanjševanja prometa, kot idejo zagotavljanja kakovostne oskrbe in dostopnosti do dobrin. Primer, ki smo ga gledali, ki smo ga videli v Gentu, oni so podobno kot Vlerno naredili ta circulation plan z izhodiščem, da imajo preveč motornega prometa v centru, sicer to ni ožji center, to je območje znotraj obvoznice, ki ima primer 3 kilometrov. Videli smo, kaj so naredili, namesto omogočanja tega tranzitnega prometa so ves ta promet izločili na obvodne ceste, na obvoznico, znotraj, kot sem že prej rekel, postavili nizkocenovne ali pa nizkostroškovne ukrepe, da ta tranzitni promet ni več možen. In tukaj se pojavlja povezava z zelo vročo temo, ki je trenutno na mizi mariborskega župana in vse kaže, da grejo resno v njegovo realizacijo. To je tako imenovan predor v Mariboru. Predor, ki bi naj reševal manjko te cestne mreže, ki jo vidimo na sliki, v tistem zelenem delu zgoraj na severu Maribora. Skratka, oni ugotavljajo, da ukrepi, ki so jih do zdaj izvajali in ki jih še nameravajo, poleg zapore glavnega trga, še umirjanje prometa ali pa zapora Lenta, ne morejo funkcionirati, če se ne zgradi dodatne infrastrukture, in to je podzemni tunel pod središčem mesta Maribor. In zdaj, če primerjamo to s principi, ki sem jih prej omenil, eden je zmanjševanje motornega prometa, drug je fokusiramo se na dostopnost, ne na mobilnost. Tretji je pristop circulation plana, kjer se izrinja promet, a se pri tem ne zagotavlja dodatne infrastrukture za osebni motorni promet. Vse to so kriteriji, ki kažejo, da je ta ideja, ta predlog v Mariboru skregan z sodobnimi trendi, da zasleduje načrtovanje za mobilnost, da bo usmeril veliko investicijo v ukrep, ki bo samo, ali pa ki bo dodatno povečal obseg motornega prometa v celotnem mestu in gre daleč od ciljev, ki si jih na drugih področjih zastavlja tako mesto kot država. Še slika tega konkretnega, simulacija te investicije, ki jo čaka Maribor. Moj čas se izteka, zato mogoče ne bi šel v detajle še nekih drugih stvari, ki jih prinaša ta koncept območij prijaznega prometa. Mogoče samo eno sporočilo, ki smo ga dobili skozi intervjuje s tujimi strokovnjaki v tem projektu. Zanimivo razmišljanje, da aktivnosti, kot so pešbus, bicivlak in podobna skupinska vodenja otrok v prometu, da so to predvsem kazalnik, da imamo neko težavo z prometom v okolici šole, da to ni in da je na nek način ta strokovnjak, ki ga boste videli potem v videu, ne podpira. In če razmišljamo dejansko, je to podobna situacija, ali pa nadgradna situacija, kot jo imamo za 1. september v okolici šol, ko otroke damo v fluorescentne oblačila, postavimo gasilce in druge prostovoljce na križišča in sporočamo, danes je aktivno priti v šolo varno, kajti ščitimo vas. Kaj se pa zgodi popoldne, naslednji dan, ko recimo otroci morajo sami iz šole ali pa gasilcev ni več na križišču ali pa pešbus ne dela takrat, ko imajo otroci šolsko dejavnost. Verjetno je reakcija staršev, takrat je pa nevarno, dajmo jih raje peljati v šolo ali iz šole. Skratka, njegovo glavno sporočilo je, aktivnosti kot so pešbus ali pa aktivnosti okrog 1. novembra nam kažejo, da imamo težavo z dostopnostjo otrok do šol, da otroci niso varni, da sami potujejo na tej destinaciji in nujno je preobrazba šolskega okoliša, ne pa organiziranje dodatnih aktivnosti te vrste. In na nek način območja prijaznega prometa in to sporočilo gredo z roko v roki, dajmo se fokusirati s temi območji predvsem na okolice šol in odpravimo potrebo po vodenem aktivnem prihodu otrok v šolo. Naslednje zelo močno sporočilo, ki ga dobivamo, je tako imenovana transformacija cestnega prostora. Sicer je tujka, ampak nismo našli pravega izraza, zato gre za
za preobrazbo obstoječega cestnega prostora mest v drugačne rabe. Poudarek tukaj je, da mesta naj ne širijo več prometne infrastrukture, ampak uporabijo obstoječ prostor in ga namenijo tistim rabam, pa tistim prometnim načinom, ki jih želijo v mestu spodbujati. Slika iz Vitoria Gasteiz v Španiji, spodaj levo eden glavnih prometnih koridorjev s tipično prometno ureditvijo, njegova preobrazba, transformacija v javni prostor. Sporočila so, če želite več javnega potniškega prometa, dajte mu prostor, vzamite ga avtomobilom. Debata, ki je v Ljubljani deloma uspešna, deloma neuspešna v nekaterih delih. Želite več aktivne mobilnosti, slika iz Pariza, dajmo prostor kolesarjem, dajmo kvalitetno infrastrukturo kolesarjem, pešcem. Upravljamo parkiranje. Parkiranje je del te infrastrukture, s tem, da upravljanje parkiranja ima v razvitih mestih podston zmanjšujemo, parkirna mesta načrtno, zmanjšujemo parkirna mesta v mestu, kar s tem bomo zmanjšali povpraševanje, ne samo za zaračunavanje, tudi zmanjševanje tega prostora, ki je namenjen parkiranju, in tu v našem razmišljanju vsekakor še nismo. Primer tega, ali pa ozadje, ali pa slovenski primer te transformacije cestnega prostora smo doživeli pred kratkim v Ljubljani, in s tem primerom širitve Dunajske ceste v tem najbolj južnem poteku smo se malo bolj intenzivno ukvarjali, saj nas je zanimalo, zakaj mesto, ki ima v svojem cilju bistveno zmanjšanje osebnega motornega prometa iz 60% leta 2003 na 33% v svoji celostni prometni strategiji, še zmeraj širi kapacitete za osebni motorni promet. Pogledali smo študijo in se pogovarjali na večjih sestankih z avtorji te študije. Cela zgodba izhaja iz prometne študije za novo gradnjo v južnem delu Bežigrada in prometna študija, ki je temeljila na pristopu načrtovanja za mobilnost, sledila nivojem uslug in pripravljala do tega, da je sporočila, če hočemo graditi nove kapacitete v tem delu mesta, je potrebno povečati kapaciteto križišč, drugače bomo imeli zastoje, je treba mešati rumeni pas na dostopu na križišče z zavijalnim pasom, skratka znižati nivo uslug javnemu potniškemu prevozu in umakniti parkirane avtomobile nasproti gospodarskega razstavišča in premakniti tja rumeni pas za javni potniški prevoz. S tem, ko umaknemo javni prevoz tja, dodamo kapaciteto osebnemu avtomobilu, kajti s tem povečamo zmogljivost te južne ceste. Še predno se je ta gradnja zgodila, se je ta preureditev Dunajske kljub protestom nevladnikov zgodila in meni se zdi tak tipičen primer, kako v mestu, ki ima popolnoma druge strateške cilje, še zmeraj po nekih starih pristopih ali pa pravilnikih ali pa preživetem načrtovanju za mobilnost pridemo do takih rešitev, kot jih vidimo na tej sliki, se oproščam, ker nisem dovolj hitro premaknil. In zdaj, če to povežemo z spet sobotnim zapisom župana, da osnovna ideja razvoja Ljubljane je zgoščanje mesta, če bi za vsako zgostitev potrebovali tovrstno prilagoditev prometnega sistema, bi nekje ta sistem razpadel, ali na eni ali na drugi strani. In še zadnje sporočilo, ki smo ga pri tem pregledu mest nekako dojeli ali pa slišali, ta premik od vodenja mest kot podjetij v smeri vodenja mest kot javno dobro. Pri nas je še zmeraj ta prevladujoč profil županov, da so bili bivši uspešni podjetniki in da zdaj mesto na podobnem principu vodijo dalje, ampak v marsikateri odločitvi ali pa principu vodenja tega mesta se skriva težava neuspeha naših mest na prebole, tudi na področju trajnostne mobilnosti. Če pogledamo nekatera mesta po Evropi,
ki v zadnjem času delajo velike korake. Na vrhu njih so po prepričanju in podelovanju zeleni župani, kot recimo Grenoble ali pa videli smo prej Pariz, sicer je to socialistka po politične izobrazbi in po političnem fokusu, ampak z močno zeleno komponento. In se mi zdi, da nas tu čaka še nekaj časa razvoja, da bodo te zelene teme ali pa zeleno usmeritev pa zagovarjanje javnega dobra v naših mestih postala vodilna politična opcija in takrat bomo lahko tudi mi naredili hitrejše pa močnejše korake v tej smeri. Če zaključim z zadnjim slajdom, glavna sporočila, ki smo jih dobili, je zmanjševanje motornega prometa je neizogibno, je nuja in tu sploh ne sme biti več razprave. In če vzamemo to kriterij odločanja, je mnogo ukrepov, ki so danes na mizi, jih moramo bistveno spremeniti ali pa zaustaviti njihovo izvajanje. Potrebno je spremeniti načrtovalsko paradigmo, manj se naslanjati na prometne študije tega klasičnega tipa, ki modelirajo na principu ravni uslug. Območja prijaznega prometa naj bodo ta glavni gradnik razvoja mesta, tako na prostorskem kot prometnem delu. Transformacija obstoječega cestnega prostora je odgovor na to, kako peljati razvoj cestne infrastrukture in verjetno podpora politiki, ki okolje jemlje resno, tako na državni kot na lokalni ravni, je tista, ki bo privedla do teh sprememb, ki jim sledimo in od katerih se inspiriramo. Hvala, to je vse z moje strani. Hvala, Aljaž. Mislim, da se nam obeta še razprava. Zanimivo, tudi sam imam nekaj vprašanj, bom pa potem zelo hitro preklopil na vprašanja, ki so postavljena v klepetu. Morda uvodoma govoril si o pismu bralcev, ki govorijo o neprometnih strokovnjakih. Najprej me zanima, je bilo to zadnje mnenje na to temo ali je korespondenca se še nadaljevala? Vse, ampak ne toliko v smeri, kdo je strokovnjak in kdo je nestrokovnjak. Ampak jaz imam od Teša naprej, od Teš 6 naprej imam zmeraj to težavo, ko nekdo zlorabi naziv strokovnjaka in potem povozi vse mnenje. Čez 10 let pogotovimo, da je civilna družba, nevladniki in mediji, da so imeli dejansko prave odgovore in prave napovedi, kaj se bo s tem projektom zgodilo. Stroka, ki je pa Teš 6 zagovarjala in je druge imenovala nestrokovnjaki, pa se danes kaže, kak je domet njihovega razmišljanja. Ja, potem, mislim, odpira se tudi drugo vprašanje, namreč seveda bodo javni prostor urejali tudi kdo drug kot prometni strokovnjaki. Morda, ne vem, gre za javno dobro, zato mora biti pristop reševanja kar se da širok, govori se o civilni družbi. Ne nazadnje gre tudi za politično vprašanje, ali bomo prostor v mestu urejali po avtomobilski industriji ali koga drugega. Moja napoved morda za Maribor, potrebovali bodo 2 tunela, ne enega v središču Ljubljane, pa 6000 parkirnih mest in ne 3000. Še ena stvar, ki bi jo izpostavil, všeč mi je ta začaran krog, kako slabo načrtovanje ne rešuje vprašanje prometa, čeprav se zdi, da ga, tu je prostor za inovacije. Kakšne vrste inovacij misliš, da rešujejo bolj kot gradnjo novih infrastruktur to, kar v resnici rešujemo, mobilnost in dostopnost? Sem ponovil, prosim, jaz sem bral en chat komentar, pa nisem dostavil, se opravičujem. Govoril sem o zanki, ki si jo prikazal v tistem začaranem krogu, kjer načrtovanje prometa v resnici ne rešuje težave. Za kakšni ukrepi so bolj smiselni oziroma kakšni inovativni pristopi bi vendarle reševali prometno zagato v mestih bolje kot recimo širitev mestne vpadnice v Ljubljani? To sem upal, da je današnje glavno moje sporočilo, da se od mobilnosti k dostopnosti usmerimo. In pri mobilnosti, če se ukvarjamo predvsem z kapaciteto cestnega omrežja, pri pristopu dostopnosti, poleg prostorskih odločitev in razmestitev dejavnosti, predvsem zagotavljamo čim širšo paleto uporabe prevoznih načinov. Predvsem pa
glede na to, da imamo zdaj jasen kriterij, da moramo motorni promet zmanjševati, vseh spodbujanje ali pa bistveno krepitev vseh alternativ osebnemu prometu. Predvsem na račun prostora, ki ga ima danes osebni avto, bodisi na cestah, bodisi na parkiriščih. Začel bom z vprašanji, ki so prišla zdaj v času tvojega predavanja. Andreja pravi ali sprašuje, ali lahko morda rečemo kakšno na koncept policentričnosti, ki se naj bi uporabljala v Sloveniji. Ves ta promet je tudi oziroma prav posledica pomankanja policentričnosti, vse in gre v Ljubljano. Tretja razvojna os ne bo zadržala ljudi na Koroškem, ampak omogočila tudi njim, da se bodo vozili v Ljubljano. V Ljubljani so priložnosti in najbolje plačane službe. Mislim, da se potencial te policentričnosti povečuje s tem, kar je danes govoril Glenn. Recimo, včeraj smo imeli sestanek v enem večjem slovenskem podjetju, kjer aktivno spodbujajo bodisi delo doma, bodisi delo po hubih, v smislu odmaknjenih pisarnah. Jaz mislim, da bi tudi državna uprava in marsikatera druga dejavnost lahko sledila tej logiki, da zagotavlja neke skupne pisarniške prostore, razpršene po Sloveniji, da zmanjšuje ali pa spodbuja delež dnevnih potovanj svojih uslužbencev. Jaz mislim, da je to postalo skozi pandemijo realnost in da to lahko krepi ta del vidika policentričnosti. Prebral sem Andrejino vprašanje, še kar jih postavljate, vas pa tudi vabim, ker se bo hkrati začela že ta zaključna razprava, da nam vprašanje preprosto postavite tako, da dvignete roko in postavite sami. Res, da je to delavnica oziroma izobraževanje, hkrati pa je tudi en spodoben Zoom sestanek, v katerem odpiramo relevantne teme. Irena sprašuje, ali trdi, v Novem mestu se je zaprlo eno nakupovalno središče, že cirka 10 let nazaj, pravzaprav je trgovec prestavil svoj nakupovalni center na drug rob mesta, ki je bistveno bolje dostopen in bližje avtocesti. Ne vem, je to bolj komentar ali jaš? To leti naprej na tisto razpravo, s katero smo zaključili prejšnji del in smo malo po četu nadaljevali v tej smeri. Prav. Ja. Hvala, Luka. Potem bom prebral Klemnovo vprašanje. Ali ni osnovni problem nivoja storitev oziroma level of service njegova enota vozila na uro oziroma po pretvorbi vozila na kilometer? Če bi se pretočnost merila v ljudeh ali uporabnikih, potem je avto najmanj učinkovita opcija napram vsem ostalim načinom. Ja. To je kombinacija tega, kar je prej Glenn govoril glede prihodnosti prometnih modelov in tiste mojega pojasnila glede razlike med dostopnostjo in mobilnostjo. Ja, prometni model omogoča kakršnokoli modeliranje. Težava je, da se ga trenutno uporablja predvsem za podporo načrtovanju za mobilnost. In da se znotraj tega fokusiramo na avtomobil in zato je tudi enota merjenja premikanja avtomobilčkov. To je osnovna težava. Je pa to Glenn lepo razložil. Omogoča bo marsikaj, prihodnost je svetla, predvsem prometnega modeliranja. Je pa ključno, da spremenimo njegovo to razumevanje, kaj želimo z njim modelirati in enote, s katerimi te stvari merimo. Se mi zdi, da je Luka želel še nekaj dodati. Ja, v eni razpravi smo govorili, zakaj ta level of service ne obstaja za javni promet in za recimo kolesarski promet, ker tudi to bi se dalo modelirati, tudi to bi se dalo zahtevati. Ko smo gotovili, da obstaja, ampak da se ne uporablja. Ja. Bom prebral, kar je zapisala Mateja, hkrati pa vas zdaj vabim, da mogoče kar dvignete roko, ker mislim, da je Aljaš tudi omenil nekaj mest, konkretno jih je imenoval. Morda, če ste tam, poveste še svoj vidik oziroma se na to odzovete. Zato smo ne nazadnje tukaj. Mateja piše, ob takšnih predavanjih in ob razmisleku o stanju v naravi se vedno počutim, da živimo v paralelnem svetu. Žal danes ni prisotnih politikov in prometnih inženirjev in
To vprašanje si pogosto postavljam tudi sam, če to ni tema predvolilnih bojev oziroma predvolilne kampanje, kaj še lahko govorimo. Mislim, da je tudi Glen poudaril, pa tudi Aljaž in Luka, to nujno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Kaj lahko tu rečemo? Ta delavnica je korak v to smer, vendar ko bo tega predavanja oziroma izobraževanja konec, kaj bomo naredili? Jaz mislim, da se bo Zoom vključil v razpravo o predoru v Mariboru z dodatnimi argumenti, ki jih je danes slišal. Ja, ni druge, kot da se javljamo in da širimo to. Bo pa trajalo, kot je. To je moje sporočilo, ki ga je Glen danes poslal. Eni razumejo, pa ne smejo, ker pač ne bodo imeli več naročnika. Eni ne razumejo, moče razumeti, skratka. Vključevati se moramo v to razpravo in čim pogosteje postavljati proti argumente tovrstnim projektom in pristopom. No, mislim, da lahko samo kritično ocenim tudi, da recimo tudi mediji ne pomorejo vedno k iskanju rešitev. Tudi sam v medijih opažam zelo veliko avtocentrističnega pogleda na javni prostor. Zelo nedavno me je zmotil članek, kjer je avtor govoril o tem, kako se pomladi kolesarji usujejo na cesta. Gre tudi za izbor besed, ki jih uporabljamo za opis stanja, v katerem živimo. Seveda vas, torej, Aljaž izvoli, hkrati vas vabim k razpravi, torej dvignite roko, morda je zdaj čas, da tudi spregovorite. Res bom vesel, če se bo kdo pogumil. Ena misel še, ki sem jo dobil med poslušanjem Glena, je, da tudi na državni ravni rabimo zelo podoben premislek, pristop, torej, ali pa kar celostna prometna strategija. Ker marsikaj od tega, kar doživljamo v mestih, regijah in nasploh na državi, je daleč od prakse, ki si jo želimo in ki temelji na današnjih zaključkih. Skratka, država nujno potrebuje to povezavo jasnih ciljev, kaj mora na področju prometa narediti, vezano na podnebne strategije, da to niso ločeni dokumenti, da eden masovno še zmeraj širi cestno mreže, drug dokument pa govori, da je treba do leta 2030 za 55% zmanjšati cestni motorni promet. To je čisto nasprotje. Je pa to seveda v interesu države, ker financiranje Evropske unije se bo fokusiralo v projekte, ki bodo šli v smer te -55 in podobno. Mi pa, kot smo videli v tem intervjuju in poročilih, smo z našo okoljsko politiko na čistem repu Evropske unije. Spomnil sem se, da sem v klepet delil še eno povezavo, se pravi tega paradoksa, kako gradnja novih kapacitet za avtomobile ponavadi traja menda 7 mesecev, ko se stvari zopet zaostrijo in je treba ceste ponovno širiti. Zdaj gledam nazaj, če smo kakšno vprašanje v prejšnji razpravi pozabili. Morda bom prebral, kar je zapisala Irena. Uvajanje 15-minutnih mest, samo mest in ne tudi manjših naselij, po mojem mnenju, samo še višja cene nepremičnin v mestih, pravi. Morda bi Luka odgovoril na to. Ja, mislim, to je sigurno težava, s katero se ta koncept, praktično vsaka neka prenova srečuje in za katero praktično nimamo neke enostavne rešitve, kot da se to spodbuja, se skuša najti programe, da se vseeno privabi prebivalce, ki si jih želi v mestih, da najdejo načine, da ali najemajo ali da subvencionirano gradijo. Torej, neka taka aktivna politika lahko pripomore k temu. Ta normalizacija koncepta, ki je tam med temi kriteriji zapisana, je prav temu usmerjena. Torej, kako zdaj po izboljšavi oziroma nadgradnji mest, ko vemo, da
se bo povpraševanje po teh prostorih zvišalo, se bodo tudi cene zvišale, kako zdaj zagotoviti vsem tiste prebivalce, ki si jih želimo, jim omogočimo, da tam bivamo. Torej, sigurno si želimo ljudi, ki tu bivajo, ne, ki samo investirajo v nepremičnine in jih potem pustijo prazne. Sigurno si želimo aktivne, mlade, inovativne ljudi. In tu smo, se mi zdi, da izgubili v zadnjih letih neke mehanizme, v tujini pa obstajajo. No. Že primer Dunaja kaže, da mehanizmi obstajajo, samo se mora najti neka volja, da se jih razvije, uvede, financira. Ni nemogoče. No. Prebral bom, kar je zapisala Andreja, in vas morda bi kdo vendarle prelomil let oziroma postavil vprašanje še v živo. Zelo bomo veseli, če se kdo tako odloči. Sicer bom zdaj prebral, kar je zapisala Andreja. Dobre so tudi nove ideje, ki ulice namenjajo življenju, ne le prometnim potrebam, kar je, mislim, da ravno to, o čemer govorimo. Nujno pa potrebujemo tudi novo strategijo urejanja prostora na državni ravni, ki bo omogočala večjo fleksibilnost pri določanju podrobne namenske rabe prostora in omogočila večje mešanje dejavnosti, saj tehnologije gradnje to že dolgo omogočajo. Aljaž, Luka? Ja, predvsem, ki bo zagotovila to. Omogočeno danes je, kot mnogo stvari v prostorski zakonodaji, omogočeno je vse, potem pa se čaka na investitorja, da bo izbral, kaj je zdaj pa njemu najbolj primerno. Nekako bo treba najti načine, da se to zagotavlja, da se ali spodbudi, ali skozi javna sredstva financira. Gledam še na starejše vprašanja. Zoran je prej zapisal: po mojih izkušnjah se pri nas stroka osredotoča na urejanje mest, podeželje bolj ali manj uspešno urejamo uslužbenci. Narobe sem poudaril, bom še enkrat prebral bolj pozorno. Se pravi, Zoran pravi tako: po mojih izkušnjah se pri nas stroka osredotoča na urejanje mest, podeželje pa bolj ali manj uspešno urejamo uslužbenci lokalnih skupnosti. Aljaž? Jaz sem že prej odpisal v chatu, da je tema teh webinarjev fokusirana predvsem na urbano območje, kar pa ne pomeni, da tema podeželja in dostopnosti na podeželju ni pomembna. Se strinjam, da je zanemarjena, da je predvsem manj dela stroke se ukvarja s tem področjem, ampak jaz mislim, da se bo kmalu tudi tu premik. Slišim tudi že na ministrstvu, da je več pozornosti temu namenjeno. Hvala, zdaj pa je Andreja dvignila roko in z veseljem dajem besedo. Andreja Kuzmanič, izvolite. Ja, pozdravljen. Jaz bi vseeno malo popravila Luko. V bistvu namenska raba prostora nam ne omogoča mešanje dejavnosti znotraj teh določenih namenskih rab. Že same centralne površine so problematične, recimo druge centralne površine, ki ne dopuščajo bivanja. Še bolj problematična pa so stanovanjska območja, kamor v bistvu skoraj glede na tolmačenja z ministrstva ne smemo umeščati drugih dejavnosti. Tako da bomo to mešano namensko rabo, ki smo včasih že imeli v prostorski zakonodaji, pogrešamo in upamo, da nova prostorska strategija, ki je v prihodu, da jo bomo spet dobili nazaj. Hvala. Hvala, Andreja. Andreja Sever je dopisala še v klepet: po moje je treba spremeniti standarde za načrtovanje prometnic, saj jih pri svojem delu uporabljajo inženirji. Torej, treba je pripraviti smernice za drugačno prometno načrtovanje, da bodo inženirji lahko po njih delali drugače. Delajo pač po standardih. Ja, to smo slišali tudi od njih, da je to edin pravilnik, torej nivo uslug je edina stvar, ki se mora pravno držati pri potrjevanju ali podpisovanju nekega projekta. Ampak kot rečeno,
prvo je, da mesto ne naroča takih stvari znotraj za podobne primere, kot je Dunajska. Drugo pa je, a mislimo resno z strateškimi dokumenti, ker če je strateški dokument bistveno znižanje motornega prometa, potem mora nivo uslug biti temu primerno, ne pa, da ga zasledujemo v smislu pretočnosti. Isto moramo zmanjševati pretočnost in nivo uslug, če hočemo znižati delež motornega prometa. Skratka. Ja. Gledam, če imamo še kakšno vprašanje. Morda ima kdo izmed vas izkušnje, kakšne pa so, zanima me osebno, kakšni so odzivi šol, kadar se jim predlaga, da se recimo pot učencev v šolo uredi na način kolobusa. Verjetno so ti pomisleki glede varnosti v določenem okolju kar veliki. Vidim jih tudi sam, vendar je potem pač motoriziran promet že tako velika ovira, da se tega preprosto ne lotimo. Kakšen bi bil vajin predlog, recimo, da sprašujem kot starš otroka v osnovni šoli? Jaz mislim, da je to območje prijaznega prometa v okolici šol v kombinaciji z izkušnjami mest, kot so Bolcano, Dunaj, ko se ob konicah zapre ali pa se zapre ves čas šolanja, ves čas delovanja šole, 200-metrski radij okrog šole, da je to smer. Res zagotavljati nizke hitrosti, malo prometa, odrivati starše in učitelje stran od šol, to je trenutno največja grožnja našim otrokom. Vidimo trend staršev v šolo z avtom in učiteljev, ki parkirajo na šolskih dvoriščih, ki so nekoč bila igrišča. Tu narediti preobrat, potem pa ne bo več toliko potrebe potem, da organiziramo vodene poti. Glede teh pač preureditev, ne samo glede organizacije teh pešbusov ali pa kolesarskih aktivnosti. Jaz mislim, da ko se pogovarjamo glede preureditve šolskih območij, izboljšav za dostop peš ali s kolesom, se mi zdi, da so šole pogosto v eni taki zagati, da se niti ne čutijo pristojne za urejanje karkoli izven šolskih stavb. Pač šolski objekti in okolice so v praktično občinski lasti, občina usmerja oblikovanje, je lastnica. In je tu, jaz mislim, da težava v tem, kdo prevzame neko tako, kako bi rekel, botrstvo nad takimi preureditvami, ker pač šola si lahko to želi ali si ne želi, vedno so med učitelji nekateri, ki pač ne morejo drugače kot z avtomobilom, se morajo zapeljati, eni pač lahko pridejo peš. Ampak kdo bo zdaj tu prevzel pobudo in kdo bo vodil te spremembe, je pogosto dilema, ker praktično bi to občina nekako mogla kot lastnica, kot upravnica to voditi. Ja, seveda tudi motivacija šole gotovo pomaga, če obstaja. Andreja Sever je dvignila roko, bom še ne dal priložnost, da postavi vprašanje. Andreja, izvolite. Ne vidimo vas, ampak najbrž bomo slišali. Pozdravljeni. V bistvu pogovarjam, sem že prej v komentarju tudi napisala, da je treba pravzaprav zaveščanje o pomembnosti mestnih, javnih, odprtih površin učiti otroke. Za nas, nas je malo, ko tako razmišljamo, kot se mi danes pogovarjamo. In je v bistvu težko starejše ljudi, ki ima vsak po 2 avta, prepričati, da ne rabi avtomobila, da bi se odpovedal temu, ko se v bistvu urejajo javne površine, je vedno potrebno zraven zagotavljati tudi parkirna mesta. Vedno. Zato, ker javnost pričakuje, da se lahko pripeljejo do pač dnevnih stvari z avtom, do vrat. To velja isto tudi za šole. Okolico šol urejajo občine
pri nas, recimo, jaz sem z Domžal, je pač okolica šol urejena, tako da lahko starši enostavno otroka pripeljejo do vrat šole, ga odložijo in odpeljejo dalje. Vse je narejeno za to, da avto pripelje do vrat. In ja, v bistvu, kakšno sporočilo je to za otroke, Vse se dogaja v avtu, z avtom, vse se dogaja tako, In to je v bistvu, to bo težko spremeniti. To bo zelo težko spremeniti. Javnost zahteva ceste. In pač tako občine kot država jim to pač nudi. Tako, preobrniti to. Pomislila sem morda, da bi se naredil nek standard. Zdajle na ministrstvu pripravljajo te podrobnejša pravila za prostorsko načrtovanje, da bi se naredila tudi podrobnejša pravila glede ureditve dostopnosti do teh javnih funkcij, podrobnejša pravila ureditve okolice šol. Tako, taka ideja, da bi se v to smer tudi pripravila pravila, ki bi jih potem pri prostorskem načrtovanju uporabljali in pri izvajanju posegov v prostor tudi. Ni pravil. Imamo polno teh krilatic, kaj vse bi bilo fino, pa do kdaj moramo vse to fino narediti, Ni pa sproduciranih nekih pravil, ki bi jih uporabljali strokovnjaki. Že prej sem napisala recimo za prometne inženirje, Pač oni imajo standard, kako naj načrtujejo površine cest in prometnih površin. Pač na podlagi nivoja uslug. Pač to je treba spremeniti, to hočem reči. Pripraviti je treba neka pravila za urejanje teh javnih površin, kjer je pač možen sharing place, vse te stvari, da se jih bomo držali. In to bo morala narediti stroka, to ne moramo pričakovati od javnosti, da bo sama to naredila. Vse, ko je enkrat narejeno, so pa vsi zadovoljni, koliko je fajn, samo do tja priti je pa zelo težko. Hvala, Andreja. Danes je super, res. Verjetno tudi zato, ker smo večinoma vsi enako misleči tle in tako en drugemu dajemo energijo. Ja, to je lahko problem, ampak Andreja, izpostavili ste, da bo to zelo težko. Jaz upam, da ne, čeprav moram reči, da tudi sam vidim veliko ovir pri svojih naporih. Zelo hitro najdemo odgovore, ki v resnici niso dobri in upam, da je ta pot nekoliko lažja kot težka. Bosta Aljaž in Luka še kaj dodala na ta razmislek? Kdo bo? Da se lahko strinjamo, ampak je pa ta izkušnja, da se ta zaprt krog vseeno dostikrat potem razširi, da se pač sporočila ali pa neke nove prakse najdejo pot navzven in obstajajo kanali in načini, tako da sem glede tega optimist. Več ljudi, ko začenja to dojemati in ima argumente, kot smo jih danes dobili recimo od Glena, za situacije in razprave z drugače pristopajočimi, jaz mislim, da se bodo te prakse prijele. Bo pa seveda potreben čas. In tisti razpon od hitro early adopters do, kaj že govor danes, eni, ki so zmeraj zadaj, terajo pa svoje. Ja, mislim, jaz bi si tudi želel taka pravila, ampak mislim, da smo do njih še zelo, da bo še dolga pot. V zadnjih pač projektih, ki smo jih delali v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, smo ugotovili, da v bistvu najdemo vedno kroge stroke, ki nasprotujejo. Potem je Slovenija zelo raznolika glede
teh urbanih, ruralnih situacij in je neka pravila, ki bi veljala za vse, težko zapisati in smo zato ponavadi predlagali razvoj nekih pilotnih projektov, kjer bi se pač testiralo te pristope in potem rezultate publiciralo, potem neka izobraževanja, kjer bi strokovnjaki prišli v stik s temi temami, se o njih pogovarjali, lahko jasno izrazili svoje pomisleke, tako da se lahko pravila tudi nekako prilagodijo na celoten razpon, tako da jaz mislim, da nas čaka dolga pot, da bodo taka pravila, ki jih bomo razumeli in uporabljali, pripravljena. Je pa pač mene skrbi to, da imamo cilje za spremembo oziroma zmanjševanje emisij ambiciozne in zelo kmalu se bo začelo zelo muditi, tako da ne vem, če je ta čas na voljo, da to mi počasi razmišljamo in testiramo in spreminjamo skozi 10-20 let. Drži, ne bomo več dolgo gledali v zrak in ne ukrepali, treba ukrepati zdaj, tudi z izborom poti in načrtovanjem dostopnosti in mobilnosti. Če ni več vprašanj, se bom vsem najlepše zahvalil. Bilo mi je v veselje biti v vaši družbi, spet sem se česa naučil. Hvala vam za vprašanja, predavateljem za vaša mnenja oziroma stališča in znanje, ki ste jih delili z nami. Upam, da to, kar je zdaj zapisala Andreja, velja še za koga, da se tako strinjam, bi bil super Zoom oziroma super izobraževanje. Nekdo me je prej spraševal, če si bo možno posnetek ogledati kasneje, kolikor vem, da, in na voljo naj bi bila tudi vsa izobraževanja, ki smo jih pripravili do sedaj. Pa še eno se nam obeta v maju in če ne bom sam ugotovil, kdaj, bom prosil koga, da me... Četrtek 19. maja. V četrtek 19. maja je torej še eno izobraževanje. Vabljeni, do takrat upam, da naredimo še kak korak v družbo, ki bo bolj dostopna in bolje mobilna v najširšem pomenu besede in trajnostna. Torej, če sem še kaj pozabil, Aljaž, Luka, me dopolnita? Ne? Mogoče glede posnetkov predavanj na spletni strani sptm.si ko bodo obdelana in opremljena z napisi, predvidoma do poletja bodo vsi posnetki predavanj objavljeni. Prav, to je informacija, ki vas je zanimala, to vprašanje sem dobil tudi sam in tudi sam se vam torej najlepše zahvaljujem za sodelovanje in prijeten dan še naprej. Adijo. Adijo. Enako. Adijo. Adijo. Ja.